Dober dan. Kako se je zgodilo, da je Evropska komisarka za širitev Slovenka Marta Kos 4 dni po prelomnem protestu v Beogradu sestanek s srbskim predsednikom Vučićem opisala kot konstruktivnega? To je sprožilo ogorčene odzive, tako v Srbiji kot tudi v Sloveniji. Kakšni so dejanski interesi Evropske unije in komisije v primeru Srbije? Zakaj nihče v Bruslju javno in jasno ne obsodi srbskega režima, ki že leta sistematično krši demokratična načela, principe vladavine prava in duši medijsko svobodo? Zdaj pa obstaja celo velika verjetnost, da se je nad svoje ljudi spravil celo z zvočnim orožjem. Kaj je tu evropskega? Ali pa so velike besede o evropski prihodnosti Srbije le predstava za javnost, Vučić pa podporo Bruslja uživa še naprej, kljub protestom se lahko Evropi dostavi svoje zaloge litija in orožja. Z nami je Evropska komisarka za širitev Marta Kos. Dober dan, pozdravljeni intervjuju, ki bo predvajan na N1 v večjem delu te regije, seveda tudi na N1 Srbija. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Po naših informacijah ste vi, gospa komisarka, osebno avtorica objave na omrežju X po sestanku s srbskim predsednikom Vučićem, v kateri je pisalo, in to je sprožilo ta val ogorčanja, da je bil vajin sestanek konstruktiven. Glede na res silovite reakcije v Srbiji, v Sloveniji pa tudi v skupini evropskih poslancev, ali ob tem čutite ali pa morda celo prevzemate kakršnokoli odgovornost? Nimate pravih informacij. V zvezi s čem? V zvezi z sporočilom. Torej, kdo je napisal to sporočilo? Tega niste napisali vi. Tako. Vprašanje pa je, ali ob tem zapisu vendarle čutite ali prevzemate kakršnokoli odgovornost ali pa za to objavo še vedno stojite? Čutim odgovornost do države kandidatke Srbije, da jo ponovno pripeljemo na evropsko pot, kjer zadnjih nekaj mesecev stagnira. In vedno bom zagovarjala, da se pogovarjamo s politiki, s tistimi ljudmi, ki lahko kaj naredijo. Povejte mi, s kom se lahko ta hip v Srbiji pogovarjamo, da bomo dosegli reforme. Vse tisto, kar načeloma zahtevajo tudi protestniki, zahtevajo tudi študenti, zahtevajo opozicija. In to je bila moja tema pogovora s predsednikom Vučićem. Srbija ta hip nima vlade, rekla sem, da stagnira, mora pa narediti kar precej korakov naprej, da bomo lahko pogajanja sploh nadaljevali. In recimo zelo pomembni zakoni z področja medijev, pomembni zakoni z področja tudi volilne zakonodaje in še marsikaj drugega. In seveda po mojem mnenju nepravilno ukrepanje srbske vlade do predstavnikov nevladnih organizacij oziroma do nevladnih organizacij nasplošno. Kdo pa je, mimogrede, avtor te objave, ki je sprožila toliko odzivov? Tega vam pa ne bom povedala. To je timsko delo, v moji ekipi je 16 ljudi v kabinetu. Zanimivo je, ampak povsem razumem tudi, da se ljudje ne strinjajo z objavo. Samo prosim za razumevanje, da ne presojate mojega dela na osnovi 280 znakov. Moja naloga je, in na tem delam, in sem tudi delala na tem pogovoru s predsednikom Vučićem, da res poskrbimo, da bo Srbija izvedla reforme, o katerih sem prej govorila in ki so nujne za to, da bomo lahko nadaljevali pogajanja, ki stojijo že kar nekaj časa. Ja, v bistvu te stvari je v svoji objavi po svojem srečanju s predsednikom Vučićem omenjala tudi predsednica Evropske komisije. To je bilo ta torek. Po tem sestanku je zapisala, da je bil sestanek pomemben, za razliko od vas, ki ste napisali, da je bil konstruktiven. Je pa Ursula von der Leyen dodala, da mora Srbija dostaviti reforme na področju medijev, volilne zakonodaje in boja proti korupciji. Prav to so nevralgične teme za Vučića in prav zaradi tega je bila objava Ursule von der Leyen v Srbiji precej bolje sprejeta od vaše. Res je, vi ste v govoru v Evropskem parlamentu v bistvu izpostavili vse te stvari, tudi izrazili zaskrbljenost zaradi dogajanja v Srbiji. Je pa res, da je bilo to 11. februarja, torej več kot en mesec pred tem prelomnim protestom v Beogradu, po katerem se je veliko stvari spremenilo. In zdaj v tem trenutku krožita dve interpretaciji. Ena pravi, da bi vi osebno o razmerah v Srbiji rekli kaj bolj odločnega, a vam tega ne dovoli Ursula von der Leyen. Druga pa,
da ste, odkar ste v Bruslju, tudi vi postali bruseljska birokratka, čeprav ste včasih javno izražali podporo medijski svobodi, vladavini prava, delujoči civilni družbi. Katera interpretacija od teh dveh je točna? Mislim, da sem zelo dobro pripravila kot komisarka za širitev teren, da je bil lahko včerajšnji pogovor med našo predsednico in pa predsednikom sveta in pa srbskim predsednikom Vučićem uspešen. In to je tisto, za kar si prizadevamo vsi, in je tudi timsko delo Evropske komisije. Vloge so razdeljene. Vedno sem in bom tudi zagovarjala vse to, kar ste tudi našteli. In ko sem prej rekla, da zahtevamo od Srbije reforme, o katerih je včeraj govorila predsednica, zdaj tudi imamo zagotovila. Zdaj tudi imamo zagotovila od srbskega predsednika, da bo te reforme izpolnil. In seveda moja naloga zdaj je, da bom nadzorovala, da bom kontrolirala, ali se bo to res zgodilo. Ker brez teh reform Srbija na evropski poti ne bo mogla napredovati. Zdi se mi res pomembno, da povemo, da res to, kar zahtevajo protestniki in pa študentje, je tisto, kar od Srbije zahteva tudi Evropska komisija. Proces pogajanj ni enostaven. Srbija je država kandidatka že od leta 2014, vmes se je marsikdaj zaustavilo tudi, ravno zaradi tega, ker reforme niso enostavne ali pa jih v določenem obdobju države ne delajo. Pomeni, da je naloga Evropske komisije, katere del sem jaz zdaj tudi, da vzpodbuja ali včasih tudi bolj ali manj pritisne na vlade, da te reforme tudi izvedejo. Govorimo o reformi volilnega sistema, ki je nujen, in to, kar pravijo tudi protestniki, da potrebuje Srbija nov volilni zakon. Govorimo o tem, da je treba postaviti regulatorje elektronskih medijev. Tudi to je zahteva. Govorimo tudi o dveh medijskih zakonodajah in zakonih in seveda predvsem tudi o tem, da je srbska vlada tista, ki mora spoštovati vladavino prava, ki mora spoštovati človekove pravice, medijsko svobodo in tako naprej. In to so točno te reforme, ki jih Srbija mora narediti. Brez tega ne bo mogla iti naprej po evropski poti in nobena država, ne Srbija ali katerakoli druga, ki ne spoštuje svobode medijev, ki ne spoštuje svobode zbiranja, ki ne upošteva nevladnih organizacij in bi lahko naštevala, ne more postati članica Evropske unije. Ves čas, v tem času, ko je zastoj v pogajanjih bil, sem v stiku z nevladnimi organizacijami v Srbiji. Nekatere sem sprejela, pa smo objavili. Nekatere sem sprejela ali sem v stiku z njimi, pa ne govorim o tem zato, ker so me prosili, da naj tega ne naredim, ker bi lahko bili ogroženi. Protestirala sem pri predsedniku Vučiću zaradi izvajanja nasilja in pa ustrahovanja nevladnih organizacij. Kako naj to naredim drugače, kot da se srečam z njim in mu to tudi odkrito povem. In veste, vsi tisti, ki me zdaj kritizirajo, zakaj sem se srečala z Vučićem, me kritizirajo po drugi strani, ne zakaj sem se z njim dobila, zahtevajo tudi od Evropske komisije, da pa se pogaja s Putinom. Torej, izrazili ste mu protest zaradi tega, kar se dogaja v Srbiji, če vas prav razumem. Tako, neposredno tako, kot sem rekla. V tem pogovoru na štiri oči? Ni bil pogovor na štiri oči. In bili so tudi sodelavci moji in pa tudi njegovi, ja. In izrazila sem tudi protest proti temu, da obtožuje Evropsko unijo, da financira nevladne organizacije, ki potem seveda se želijo znebiti njega in pa srbske vlade. Seveda financira Evropska unija in ponosna sem na to. Financiramo nevladne organizacije v Srbiji, ki so bile vključene v proces pogajanj. Namreč eden od pogojev, da lahko država napreduje v pogajanjih, tudi je, da vpraša za mnenje nevladne organizacije. In nekatere brez našega denarja, in ta denar sem zdaj za zadnji 2 leti celo povečala zaradi tega, ker morajo srbske nevladne organizacije obstajati še naprej in morajo biti vključene v proces pogajanj. Ampak o tem se pa seveda v 280 znakih ne da vsega povedati. Kakšna točno so zagotovila predsednika Vučića, da bodo te reforme dostavljene, te ključne reforme, in do kdaj? Kakšna je tu časovnica?
To se mora zgoditi zelo hitro, zaradi tega, ker bi Srbija želela, da še v prvi polovici leta v času poljskega predsedovanja odpremo tretji sklop poglavij, kar pomeni, da se mora to zgoditi v roku 3 do 4 tednov. In prva, ki bo bdela nad tem, da se bo to zgodilo, seveda po eni strani gre za tehnični postopek pogajalski, kjer pač morajo biti določene stvari uresničene, po drugi strani je pa seveda to tudi politični proces. In glejte, kot sem rekla, mi se moramo pogovarjati z ljudmi, ki lahko premaknejo stvari naprej. S kom se naj ta hip pogovarjam? Stagnira pa že stanje v Srbiji že kar nekaj časa. S kom se naj pogovarjam o tem, da morajo narediti reforme? Ta hip nimam nikogar drugega. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj se bo sploh dogajalo v Srbiji, ali grejo na nove volitve, ali bo nova vlada. In zdi se mi, in vedno bom zagovarjala to, da je dobro, da se pogovarjamo z ljudmi, pa da si tudi seveda odkrito povemo, kaj je tisto, kar nam ni v redu in morajo države potem to tudi narediti. Ste izrazili pričakovanje, kaj? Nove volitve, prehodna vlada, kakšna prehodna vlada ali, če bodo nove volitve, je treba prej spremeniti volilno zakonodajo. Kaj od tega je, bom rekel, optimalna rešitev za Evropsko komisijo? Super, da ste to zdaj rekli, in če ste me prej dobro poslušali, sem rekla ravno to, v tej fazi Evropska komisija od Srbije zahteva spremembo volilne zakonodaje na način, da bodo volitve lahko potekale na pošten način. In to je pritisk, veste, ta pogajanja res niso enostavna. Rekla sem, 11 let se že pogajamo s Srbijo. Mogoče so lažje reforme, ki jih mora država članica narediti na področju gospodarstva, ekonomskega razvoja. Ampak ko gre pa za, mi temu pravimo fundamentals, ko gre pa za človekove pravice, ko gre za vladavino prava, ko gre za boj proti korupciji, proti organiziranemu kriminalu, tu pa smo mi zelo pazljivi in zagotavljam vam, da nobena država, ne Srbija, ne katerakoli druga, ki ne bo spoštovala svobode medijev, ki ne bo spoštovala delovanja nevladnih organizacij ali človekovih pravic, ne more postati članica Evropske unije. In Srbija, kakršna trenutno je, tega ne počne, če vas prav razumem. Ta hip smo jo vzpodbudili, da te reforme izvede, in prej ste rekli, da sem govorila v Evropskem parlamentu, in takrat sem izrazila tudi upanje, da bodo protesti študentov in vseh, ki demonstrirajo, privedli do tega, da se bodo te reforme končno tudi zgodile. Zdaj, na to vašo objavo so bili zelo ostri tudi odzivi v Sloveniji. Več izkušenih slovenskih diplomatov ocenjuje, da vam je pri tej objavi zmanjkalo političnega občutka. Ostri so bili tudi odzivi nekaterih evropskih poslancev. Nekdanji Klemen Grošelj pa je zapisal, da je bila ta objava sramota za Slovenijo in da ste zamudili zgodovinsko priložnost, da bi EU pustila pečat v politiki do Zahodnega Balkana. V ponedeljek so se oglasile še 3 nevladne organizacije iz Slovenije, ki so vašo objavo označile kot škandalozno, hinavsko in zahrbtno, od vas pa zahtevale, citiram, jasno obsodbo Vučićevega režima in nedvoumno podporo študentskim protestom ter zahtevam. Vi poudarjate, ste tudi danes, da je civilna družba pomembna. Ali torej lahko uresničite to njihovo zahtevo in na tem mestu izrečete jasno obsodbo Vučićevega režima ter nedvoumno podporo študentskim protestom in zahtevam? Zahteve protestnikov, študentov in vseh ostalih lahko uresničile srbski narod na način, da izbere svojega predsednika in pa svojo vlado. Evropska unija ni tista, ki postavlja predsednike vlad, predsednike držav. Tako da je nadaljnja usoda Srbije je v rokah srbskega naroda in zaupam, da je zdaj ta energija, ki je tam zbrana, bo prispevala k temu, da se bodo potrebne reforme tudi zgodile. In Evropska komisija in jaz osebno smo na strani tega, da se te reforme zgodijo. Smo razumeli, zlasti modremu ravnanju srbskih študentov na protestu se gre zahvaliti, da 15. marca v Beogradu ni izbruhnilo vsesplošno
nasilje. So pa srbski mediji objavili tudi fotografije in posnetke tako imenovanih batinašov, ki so bili na dan protesta zbrani v Pionirskem parku, tam pri skupščini. Nekateri med njimi so bili zamaskirani, v rokah so držali celo kladiva. To niso bili protestniki. Zelo verjetno so bili ti ljudje s kriminalnim ozadjem tam z nalogo, da po potrebi izzovejo incidente in nasilje. Ste to opazili in kaj pravite na to? In seveda tudi glede poročil in posnetkov in pričevanj o uporabi zvočnega orožja. Občudujem izjemno energijo in pripravljenost protestnikov v Srbiji, da spremenijo razmere, s katerimi niso zadovoljni. In kot sem prej rekla, srbski narod je tisti, ki bo odločal o nadaljnji usodi Srbije, in vesela sem, da smo lahko njihovi zavezniki, ko gre za izpolnjevanje teh reform. Situacije v protestih, varnostne situacije so bile velikokrat napete in zahvala res gre vsem, se posebej tudi študentom, ki so se znali umakniti, ki so se znali organizirati, oziroma vsem protestnikom, ne samo študentom, ki so izjemno modro ravnali, da ni prišlo do česa hujšega. In upam, da bodo zdaj tudi preiskave tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice pokazale, kaj dejansko se je zgodilo, ker pač slišimo zelo različne informacije in jih imam tudi iz prve roke od nevladnih organizacij, ki so me obveščale, kaj točno se je zgodilo. Bo pa zagotovo težko dokazati, kaj točno se je takrat zgodilo, ker srbske oblasti pač uporabo tega zvočnega orožja vztrajno zanikajo. Najprej so celo zanikale, da ga sploh imajo, pa so potem morale to priznati. Zdaj, prav v teh dneh srbski predsednik stopnjuje še pritisk na pravosodje. Policistom, tožilcem grozi, da bodo zamenjani, če ne bodo prijeli nekaterih protestnikov. Potem pa je tukaj še srbska medijska krajina. V Bruslju imate podatek, da je kar okoli 80% vseh srbskih medijev, verjetno pa kar tja do 95% medijev pod neposrednim nadzorom trenutne srbske oblasti. To se navsezadnje zelo jasno tudi vidi. Kot nekdanji novinarki vam ob tem ne more biti vseeno. Kot komisarka pa povejte, prosim, ali je resna država kandidatka za članstvo v EU res videti tako, kot je pod Vučićevim režimom videti Srbija? Svoboda medijev je, kot sem prej rekla, eden od pogojev, da lahko, ali pa neodvisni mediji, da lahko država postane članica. Ne samo kot nekdanji novinarki, ne tudi kot komisarki mi je veliko tega, da to dosežemo. In še enkrat, proces pogajanja z eno državo se ne zgodi od danes na jutri. To je proces, v katerem mora država na različnih področjih dokazati, da je sposobna spoštovati in imeti najprej usklajeno zakonodajo z evropsko zakonodajo, kjer so svoboda medijev, spoštovanje človekovih pravic in vse, kar v bistvu izhaja iz zelo pomembnega člena, ne Evropske pogodbe, 2. člena, mora to spoštovati. Naša naloga je v tem procesu pogajanj, da Evropska unija pomaga. Če ne, se lahko proces tudi zaustavi. Recimo Turčija. Od leta 2019 so pogajanja s Turčijo zamrznjena. Kandidatka je pa že od leta 1999. Tako. Potem recimo imamo drug primer, Gruzijo, kjer je tudi država kandidatka, ampak tisti hip, ko so sprejeli zakonodajo, ki seveda je ogrozila interese nevladnih organizacij, ki je šla na pot, da se obsojajo istospolni in tako naprej, smo mi proces tudi zaustavili. In pomeni, da karkoli delamo s katerokoli državo, če ni napredka ali celo, če je nazadovanje, mi lahko v vsakem hipu ta proces zaustavimo. Ampak tega s Srbijo, upam, da razumete, res nočemo narediti. V interesu Evropske unije. Naša želja je, da Srbija postane članica Evropske unije. In tu se recimo križajo tudi zahteve srbskih študentov. Pomeni, kako lahko s skupnimi močmi dosežemo, da bo Srbija nekoč postala članica Evropske unije. Včasih ta pot ni enostavna. Želim si, da se bodo razmere v Srbiji kmalu spremenile na način, da bodo dosežene reforme in da bodo seveda tudi protestniki še naprej pomagali. Rada rečem, da je
proces širitve, proces, ki zadeva vse segmente družbe. Recimo, ne samo vlado, ne samo parlamenta, kjer se sprejemajo reforme, ampak tudi vključenost civilne družbe. In tako, recimo, kamorkoli grem v državah kandidatkah na obisk, se vedno sestanem s predstavniki civilne družbe, mnoge od njih financiramo. Sestanem se vedno tudi z vplivnimi ženskami, še en drug pogled na vso to stvar. In pa seveda, a veste, v Sloveniji nam je uspelo zelo dobro se pogajati ali pa hitro pogajati tudi zaradi tega, ker je veljal splošni konsens tudi med političnimi strankami, da si res želimo v Evropsko unijo. Ja, ampak prav ta civilna družba, ki jo omenjate ves čas, med drugim tudi ona pravi, da je drža Bruslja ne le birokratska, ampak tudi dvolična. Francija bo Srbiji dobavila novo vojaške letala v vrednosti kar 3,2 milijarde evrov. Tudi letališče v Beogradu upravlja francosko podjetje. EU je lani s Srbijo podpisala sporazum o izkoriščanju srbskih redkih surovin in litija. Tam je bil tudi zdaj že nekdanji nemški kancler gospod Scholz, ki je podpis tega sporazuma pozdravil v imenu večje surovinske neodvisnosti Evrope. Po srečanju s predsednico Evropske komisije v torek pa je Vučić dejal, da bo EU rudnik litija v dolini Jadar zdaj razglasila tudi za svoj strateški projekt izven meja Evropske unije in da sta se s predsednico Evropske komisije pogovarjala tudi o vlaganjih v srbsko orožarsko industrijo. Ključni temi za Evropsko unijo v tem trenutku pa vemo, kaj sta, ravno večja konkurenčnost, za kar Unija potrebuje surovine, in oboroževanje Evrope. Srbija pa orožje proizvaja. Je to to? Vučić lahko dostavi, EU pa je v zameno za to do njega popustljiva in blaga, le zato naj poskrbi, da v Srbiji ali pa regiji ne bi izbruhnilo neobvladljivo nasilje. Torej, čisti pragmatizem. In ali je to, gospa Kos, v resnici tudi bistvo vašega sestanka z Vučićem in njegovega srečanja s predsednico Evropske komisije? Če ste me prej dobro poslušali, si lahko sami odgovorite na to vprašanje. Ne vem, zakaj, ali pa me mogoče pa res niste slišali, kaj sem rekla gospodu Vučiću, da pričakujemo od njega. Cilj je tudi, da države kandidatke čim prej vključujemo že v različne aktivnosti, ki jih v Evropski uniji že počenjamo. Omenjali ste obrambo. No, smo vas slišali, ampak ne to, kar sem zdaj naštel, vse te interese, ki jih Bruselj, torej Evropska unija, nedvomno ima v Srbiji, ali to vpliva na to popustljivost Bruslja do Srbije, ki jo mnogi v Srbiji zaznavajo? Ne vem, v čem bi bila popustljiva Evropska unija, če zahteva, absolutno eksplicitno zahteva reforme, ki jih zdaj Srbija mora narediti. Razumem pa, da nekateri zaradi izkušenj v preteklosti imajo takšne stališče. In z mojim delom, šele 4 mesece sem komisarka za širitev, bom dokazala, da ni popuščanja. Res ni popuščanja na poti v Evropsko unijo. Kar pa ne pomeni, da Evropska unija že danes ne upošteva, kje so pa tista področja, ki lahko države kandidatke prispevajo k varnosti, k obrambi Evropske unije. Tudi na način, da je država dobro gospodarsko razvita. Tudi na način, da bomo lahko gradili skupno evropsko obrambo. Tudi na način, da bomo lahko vsi v Evropi bolj varni. In točno to delamo recimo že z vsemi kandidatkami s pomočjo tako imenovane nepostopne integracije v Evropsko unijo, kar pomeni, da ne samo Srbija, ampak ostale države kandidatke ne bodo za določena področja, da se lahko vključijo v sisteme, čakali na polnopravno članstvo, ampak jih vključujemo že tudi zdaj. Sicer pa srbske oblasti vsem na očeh sedijo na več stolih in tudi to se vidi skozi posle. Rusiji je srbska oblast tako rekoč prepustila naftno in plinsko industrijo v državi, hkrati pa so Srbiji dobili zatočišče tudi mnogi ruski vohuni, ki jih je EU po začetku agresije v Ukrajini izgnala. Vučić se pred Evropo rad pohvali, da je Ukrajini pomagal s strelivom, gre zlasti za granate, ampak v resnici Ukrajincem streliva ne daje, tako kot ostale članice EU, ampak ga prodaja. Sin Donalda Trumpa bo v Beogradu na prizorišču NATO-vega bombardiranja gradil luksuzni hotel, Kitajska se je v Srbiji dokopala do rudnika bakra, železarne, ceste in železnice pa gradijo v Srbiji s pomočjo kitajskih kreditov, torej vsakemu nekaj posla, karavana gre dalje, srbsko se
sedenje na več stolih pa tudi. Vas to ne moti, da Vučić evropski ideji sploh ni predan, prihaja pa na pomembne sestanke v Bruselj, ki Vučiću po besedah evropske poslanke iz vaše politične opcije Irene Joveve v tem trenutku srbske realnosti zgolj dajejo težo in veljavo? Karavana ne gre dalje, v tem se motite. Eden od pogojev, da lahko država postane članica Evropske unije, je 100-odstotna uskladitev z evropsko zunanjo in pa varnostno politiko. In trenutno je Srbija na 56%, to merimo ves čas, ne mesečno sproti, medtem ko imamo recimo 4 države, ki so 100-odstotno že na tej usklajenosti, recimo Severna Makedonija, Albanija, Črna Gora. Pomeni, da seveda bo to eden od zelo pomembnih elementov in spogledovanje z Moskvo zagotovo ni nekaj, kar bi Srbiji na tej poti tudi pomagalo. In zagotovo ne bo Srbiji na tej poti pomagalo, ne če bo predsednik Vučić 9. maja šel na vojaško parado v Moskvo. Brez skrbi, da vse to beležimo in se bomo zapomnili in bo vplivalo na naše vrednotenje, ne poti. Še enkrat, pogoji, kaj mora država narediti, so jasni. Enim državam to hitreje uspeva, ene se ustavijo, ene gredo celo nazaj. In moja naloga, naša naloga je seveda, da bomo spremljali Srbijo, kako ji bo to uspevalo. Govorite o spogledovanju z Moskvo, ampak glejte, gotovo ne more biti naključje, da se je po vašem sestanku z Vučićem in pred njegovim srečanjem z Ursulo von der Leyen z intervjujem za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti oglasil nekdanji šef Srbske varnostno-obveščevalne agencije BIA, zdaj podpredsednik srbske vlade, gospod Aleksandar Vulin. Ruskim obveščevalnim službam se je zahvalil za pomoč pri boju srbskih oblasti proti študentskim protestom. Hkrati pa je dejal, da Srbija po njegovem mnenju nikoli ne bo članica Evropske unije, prej članica povezave BRICS, v kateri pa sta tudi Rusija in Kitajska. Kako ste vi to razumeli? Upam, da gospoda Vulina v novi vladi več ne bo. Ker nekdo, ki deluje protievropsko, ne more istočasno peljati Srbije v Evropsko unijo. Gre pa za vplivnega srbskega politika, ne? In ste slišali moj prvi stavek. Da. Zdaj zaradi pisma podpore Vučiću v času študentskih protestov se je v težavah znašel tudi vaš podpornik in prijatelj Zoran Janković. Vučića je pozval, naj nadaljuje predsedniško pot in naj ne dovoli, da bi, citiram, pritiski ali napadi zamajali smer močne, neodvisne in razvite Srbije, ki jo je začrtal Vučić. Konec citata. Kako komentirate to pismo ljubljanskega župana? Odnosa med ljubljanskim županom in pa srbskim predsednikom ne morem komentirati. Tudi tega pisma ne? Menite, da to pismo ne predstavlja nikakršne težave v procesu približevanja Srbije Evropske uniji? Tisto, kar mi gledamo, niso pisma, ki jih predsednik, ki so kjerkoli v javnosti ali naslovljena na predsednika Vučića. Ne tisto, kar spremljamo. Mi bodo zdaj, ali bodo obljube, ki so bile danes s strani predsednika Vučića, uresničene ali ne uresničene. Ljubljanski župan je javno povedal, da vas prišteva v krog svojih prijateljev in da prijateljev nikoli ne bi zatajil. Kako pomembna je za vas podpora Jankovića, ki je prijatelj srbskega predsednika, in ali je bila morda pomembna tudi pri tem, da vas je Golobova vlada imenovala za kandidatko za evropsko komisarko? Pri delu komisarke ne potrebujem podpore ljubljanskega župana. Ali je on prispeval k temu, da sem postala komisarka? Mislim, da sem najbolj k temu prispevala sama skozi celoten proces, kjer so me preverjali po dolgem in počez, po zaslišanju v slovenskem parlamentu, tudi po zaslišanju v Evropskem parlamentu. Sem pa hvaležna seveda predsedniku slovenske vlade, dr. Robertu Golobu, da me je na to mesto predlagal in da je s tem Slovenija lahko dobila enega od najpomembnejših resorjev za Slovenijo. Zdaj, Janković je v dobrih odnosih tudi s predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ki po obsodbi še stopnjuje svoje separatistične težnje. Hkrati pa so zdaj nekoliko doživele tudi separatistične težnje Hrvatov v Bosni in Hercegovini, čeprav zaenkrat niso niti približno tako resne kot Dodikove. Prevladuje ocena, da gre za enega najbolj nevarnih trenutkov v Bosni in Hercegovini po koncu vojne na Balkanu. Dodik celo grozi, da bo kmalu tako, kot je bilo po razpadu Jugoslavije. Kako vidite razmere v Bosni in Hercegovini in ali ta kriza državo oddaljuje od Evropske unije ali pa jo bo Unija skušala izkoristiti za to, da Bosno in Hercegovino zdaj čim prej priključi Evropske uniji?
Zelo sem vesela, da ste omenili Bosno, ker je zame ena od tistih držav, za katero bom najbolj vesela, ko bomo lahko začeli pogajanja za njen vstop v Evropsko unijo. Zelo dolgo čakamo na to, da se bodo razmere lahko toliko normalizirale, da bo lahko Bosna opravila svoje naloge, reforme, ki jih potrebuje za to, da bomo pogajanja, potem ko je pridobila status države kandidatke, čemu res naša država Slovenija zelo prispevala, da bomo to lahko sploh začeli. Situacija trenutno v Bosni in Hercegovini je napeta in zagotovo Dodik ni tisti politik, ki prispeva k temu, celo bom drugače rekla, je tisti politik, ki trenutno onemogoča normalizacijo razmer v Bosni na način, da bi lahko Bosna storila vse, kar mora. Pomeni, da nekdo, ki ima secesistične težnje, nekdo, ki je protievropski, nekdo, ki seveda ne spoštuje ureditve, ki je nastala na osnovi Daytona in si prilašča pravice, ki mu ne gredo, tak politik seveda v Bosni ne more prispevati k temu, da bo evropska pot zagotovljena in mi si prizadevamo, da bi našli rešitev, kako Bosno od Daytona, ki je še vedno tisti sporazum oziroma dogovor, ki zagotavlja ureditev, pripeljali do Bruslja. Skratka, od Daytona do Bruslja na način, da bo lahko jo tudi vse tiste reforme, ki jih morajo kandidatke narediti, lahko narejene tudi v Bosni. Kaj pa bi lahko bila ta rešitev? Zdaj trenutno še iščemo, kako si zagotoviti, da bodo procesi odločanja ne toliko temeljili na nacionalnih osnovah in da bo bolj v ospredju to, kar je za Bosno dobro. Bosna je med tistimi državami, tudi če gledamo ločeno federacijo in pa Republiko Srbsko, celo v Republiki Srbski je več kot 50% ljudi za evropsko perspektivo. In tu delamo zdaj res precej na tem, da bomo lahko čim prej začeli pogajanja. Dodik pa ne bo vaš sogovornik, ko se boste pogovarjali o rešitvah? Ne bo. Ne bo. Dobro. Ko gre za članstvo Ukrajine, pa je precej jasen Viktor Orban. Ni mogoče izključiti, da bi madžarska pristopna pogajanja Ukrajine za članstvo v Evropski uniji celo blokirala. Boste vi vztrajali pri tem, da morajo kandidatke izpolniti vsa merila za članstvo, ali pa jih boste zaradi negotovih varnostnih razmer priključevali hitreje, kar v primeru držav Zahodnega Balkana celo paketno predlaga tudi nekdanji predsednik Republike Borut Pahor? Ja. Načeli ste zelo pomembno temo ali dilemo, ki se danes velikokrat pojavlja in jo tudi velikokrat slišim. Namreč, kaj je v procesu širitve Evropske unije pomembnejše, da bi sledili geopolitičnim spremembam, ki zahtevajo seveda tudi skrb za varnost na eni strani in pa na drugi strani tako imenovano načelo, po katerem delamo v procesu širitve, kjer upoštevamo, na kakšen način določena država izpolnjuje zahteve. V angleščini bi rekli temu merit-based načelo. To ste na zaslišanju takrat, Tako, in to je resna dilema danes, Recimo, nekateri pravijo, a ne bi bilo zaradi teh res spremenjenih varnostnih razmer danes bolj smiselno vse države kandidatke naenkrat takoj spraviti v Evropsko unijo, da bi postale članice Evropske unije, potem pa bi morale opraviti vse reforme. Ne gre. Ker to bi bila največja nevarnost za obstoj Evropske unije same. Pomeni, ne moreš postati član Evropske unije, dokler česa pač zahtevne izpolnjuješ. Je pa res, da pa moramo postopek širitveni zelo, zelo pospešiti. V Bruslju za eno državo kandidatko dela približno 1000 ljudi in recimo samo za Ukrajino delamo 2 do 3-krat hitreje. Govorimo o tehničnem procesu pogajanj. Tudi Ukrajina, mi se prvič pogajamo za državo, ki je v vojni. Tega v preteklosti še tudi ni bilo. Tako da, kar zadeva tehnični del, lahko napredujemo zelo hitro. Je pa res tudi seveda, da pa o posameznih korakih, zlasti prvem odprtju poglavij in pa seveda vstopu v Evropsko unijo, potem odločajo države članice, potem soglasno.
In takrat lahko pride do blokad. Že vmes prihaja, veste, tudi do blokad. Recimo, jaz sem sama zdaj posredovala pogajanja med Ukrajino in pa Madžarsko glede posebnih zahtev Madžarske za zaščito madžarske manjšine v Ukrajini. Tako da to se že dogaja, ampak zaenkrat smo uspešni. Evropska oborožitvena mrzlica, ki jo spremljamo, je del evropskega odgovora na nove razmere po prihodu Donalda Trumpa na oblast v ZDA. Po načrtu Evropske komisije za ponovno oboroževanje Evrope bo šlo v naslednjih 4 letih za obrambo in oboroževanje 800 milijard evrov. Kakšna je v tem razprava na zasedanjih evropskih komisarjev? Ste enotni ali se morda pojavljajo kakšni pomisliki in če kakšni? Spet ste načeli zanimivo temo, ki razburja duhove. V različnih delih Evrope so stališča zelo različna. Če gremo od severa proti vzhodu, je pripravljenost za vlaganje v oboroževanje zelo visoka in občutek ogroženosti bistveno večji, kot je recimo v Sloveniji, in če gremo potem proti zahodu. Tudi razmere, veste, recimo širitev danes ali pa nasploh situacija danes je bistveno drugačna, kot je, pa mi ni treba iti 5 let nazaj, recimo 1 leto nazaj. To je vse zaradi bližine Rusije, so te razlike, ki jih omenjate, absolutno. Ja, in pa tudi zaradi tega, ker danes, veste, se moramo spraševati, kaj bo z Združenimi državami Amerike, ki so 80 let bile naš najpomembnejši zaveznik v Evropi. Tako da ta debata, kot ste sami rekli, ni enostavna, je pa nekaj skupnega. Javnomnenjske raziskave, tudi Eurobarometer, pa tudi za Slovenijo kažejo, da Slovenci pričakujejo od Evropske unije, da skrbi za varnost. In ko se pogovarjamo o oboroževanju ali o varnosti, bi samo rada povedala, da varnost ni samo vojaška varnost. Kdo nam bo zagotavljal recimo varnost, da bomo imeli pitno vodo? Kdo nam bo zagotavljal varnost, da bomo imeli dovolj prehrane? Ali transportno varnost? Skratka, veste, ko ste prej vprašali, kakšne so debate. Odraščala sem v časih flower power, make love, not war. Zdaj naenkrat pa se pogovarjamo o oboroževanju. In ko je Berlinski zid padel ali ko je padla železna zavesa, smo bili vzhičeni, vi ste bili takrat še zelo mladi, vzhičeni, pa ne vem, če se tega spomnite, kako se bo zdaj cel svet ali pa naša Evropa šla v smer liberalne demokracije, ker ne bomo več potrebovali orožja, če poenostavim, ker se bomo imeli vsi radi in vse bo fajn. Zdaj, Ursula von der Leyen je pospešeno oboroževanje Evrope utemeljila z besedami: to je trenutek za mir z močjo. Milan Kučan pa je v pogovoru za Delo ocenil, citiram: izhajanje izhoda v čedalje močnejšem oboroževanju niso prizadevanja za mir, ampak prizadevanja za vojno. Mislim, da prizadevanja za vojno ne bodo pripeljala do miru, niti ne do premirja. Čigavo stališče je vam osebno bližje? Varnostne potrebe trenutno v Evropi so velike. Na kak način si bomo lahko zagotavljali mir, pa se bomo morali pogovoriti. In vse te pobude, tudi v obliki bele knjige za obrambo, ki jo je sprejela Evropska komisija, glavni smisel vidim v tem, da se znotraj posameznih držav članic, tudi v Sloveniji, sproži razprava, na kakšen način pa lahko zagotavljamo varnost. Če si zdaj Slovenci želijo, da si zagotavljamo, da je varnost zagotovljena, na kakšen način lahko pridemo do tega. In veste, danes vlagati v varnost ne pomeni samo vlagati v tanke ali v naboje, pomeni tudi vlagati v različne druge produkte. Pomeni pa seveda tudi solidarnost. Bom sama povedala, recimo, ko se je prvič pojavila beseda rearm, ponovno oboroževanje, sem se pogovarjala z enim od komisarjev s severa in smo rekla, da ko slišim to besedo, mi ni prijetno, ko jo slišim, glede na to, ko sem prej rekla, v kakšnih razmerah sem odraščala. In mi je rekel: Marta, jaz pa s tem nimam nobenih težav, ampak ti nisi imela Rusije za sosedo. Zdaj, skozi ta pogovor sva se pravzaprav vse skozi dotikala vprašanja, ali je Evropska unija predvsem pragmatična, ali je ostalo še kaj načelnosti. Zato bi vas za konec vprašal še tole. Evropska unija se je na rusko agresijo v Ukrajini odzvala hitro in odločno.
Precej več težav pa je imela, ko je šlo za vojno v Gazi. Na sklep zadnjega Evropskega sveta v slogu, da obžaluje prenehanje prekinitve ognja v Gazi, se je direktorica urada za evropske institucije pri Amnesty International Eve Gedi odzvala z besedami, da stališče EU ne samo, da ne odraža zavezanosti EU v mednarodnemu pravu, temveč izkazuje tudi selektivno sočutje do žrtev. Po napadu Hamasa je Izrael po mnenju mnogih, tudi diplomatov, reagiral neproporcionalno. Govorili smo tudi o zločinih, ampak EU ni bila sposobna jasno obsoditi izraelskih ravnanj. Je vas osebno to motilo? Vedno je težko, ko se dogajajo stvari okoli po svetu in mora Evropska unija sprejeti enotno stališče. Pred kratkim mi je nekdo rekel, da zakaj je proces odločanja v Evropski uniji tako zelo počasen in težaven. Vam povem zakaj. Zato, ker je treba sprejeti določene odločitve soglasno, pomeni, treba je imeti 27 glasov držav članic. Pa vas je motilo, da tega soglasja v zvezi s tem, kar sem vas spraševal, ni bilo? Dobro, pa bova to zaključila. Spoštovana gospa evropska komisarka Marta Kos, najlepša hvala, da ste govorili za NN. Z veseljem.